ponedeljkom so bili odpovedani vsi nenujni specialistični pregledi in posegi. Kakšno je navodilo za paciente? Vse paciente, ki so imeli v teh dneh preglede oziroma jih bodo imeli v naslednjih dneh, smo obvestili o odpovedi oziroma jih še obveščamo, tako da v kliničnem centru izvajamo samo posege pod stopnjo nujnosti nujno oziroma zelo hitro, rakove paciente in pa izvajamo tudi vse seveda s področja porodništva. Kako je UKC pripravljen na morebitni povečan prihod obolelih? Klinični center se seveda pripravlja skladno z podatki epidemiologov. Dejstvo je, da število okuženih z koronavirusom v Sloveniji še vedno raste, tako da se v kliničnem centru intenzivno pripravljamo, tako da smo odprli oziroma pripravili dodatne postelje za intenzivno terapijo, da smo seveda zaprli ortopedsko kliniko in pa dermatološko kliniko, kjer se v naslednjih dneh pripravljamo na sprejem prvih pacientov. Hkrati pa smo odprli tudi prehodni oddelek, se pravi oddelek, kjer obravnavamo paciente s sumom na novi koronavirus, kajti samo na ta način lahko res zagotovimo varno obravnavo in preprečimo prenose okužb med samo obravnavo. Kako je z zaščitno opremo? Zaščitna oprema se dnevno obnavlja iz zalog oziroma iz skladišč, usklajujemo te potrebe z Ministrstvom za zdravje, z Vlado Republike Slovenije in ne nazadnje z državnimi blagovnimi rezervami, tako da ta komunikacija sedaj dobro teče in v naslednjih dneh je pričakovati, da bomo tudi usklajeno pridobivali, se pravi, vso to potrebno opremo iz državnih blagovnih rezerv. To je to. Kako je trenutno organizirano delo, koliko zdravstvenega kadra iz drugih klinik je doma, pomaga na infekcijski kliniki? Ob seveda ukinitvi številnih elektivnih programov se je sprostilo kar nekaj zdravstvenega kadra, tako da imamo ta trenutek doma okoli 30% zdravstvenega kadra, ki seveda zdravo čaka na poziv v primeru večjega prihoda števila pacientov z koronavirusom. Je že kakšen del priskočil na pomoč infekcijski kliniki? Seveda, hkrati smo naše zaposlene tudi prerazporedili na klinike, kjer obravnavamo paciente s koronavirusom, kajti na ta način smo popolnili te manjke v vrstah zdravstvenih delavcev. In pomembno je seveda, da ob teh obremenitvah naši zaposleni ne izgorijo oziroma da ne izgorevajo pretirano in da zagotovimo tudi čas za počitek in primerno regeneracijo. So že kakšne težave s kadrom zaradi varstva otrok oziroma prevozov? Zaenkrat večjih težav ni, vse individualne težave pa seveda rešujemo sproti, skladno z dogovorom z mestno občino Ljubljana in pa tudi seveda z Ministrstvom za zdravje, ki nam tu pomaga pri koordinaciji. Koliko je trenutno hospitaliziranih, številka se spreminja, ampak recimo ob tem trenutku zdaj opoldne recimo? Po zadnjih podatkih je na našem oddelku za koronavirus ta trenutek hospitaliziranih 14 pacientov, ter dodatno 4 v enoti intenzivne terapije, ki so seveda kritično bolni. Med 5 in 15 pacientov pa je vsak trenutek tudi hospitaliziranih na prehodnem oddelku, se pravi oddelku, kjer obravnavamo paciente s sumom do pridobitve izvida brisa. Še to morala zaenkrat ostaja zelo visoka v kliničnem centru? Ta trenutek je potrebno izkoristiti in se ponovno vsem zaposlenim v kliničnem centru in verjamem, da tudi širom po Sloveniji zahvaliti za ves angažma, ki ga vlagajo v to, da lahko obravnavamo te paciente dodatne s koronavirusom in da skupnimi močmi vzdržujemo zdravstveni sistem na nivoju, ki ga seveda Slovenija potrebuje. Na tem mestu še enkrat pozivam vse državljane Republike Slovenije, da striktno upoštevajo in izvajajo ukrepe, ki jih dnevno nalaga Vlada Republike Slovenije, kajti le tako vsi skupaj bomo zajezili grožnjo, ki imamo pred vrati in se izognili najhujšemu scenariju, kot ga vidimo v določenih sosednjih državah, na primer Italiji.